Takole, pa gremo vajam. Zdaj, če pogledate, mi smo sinus x že naredili, kosinus x smo že naredili, minus sinus x še ostaja, pa bomo malo kasneje. 3 sinus x je bil za domačo nalogo, zato bomo zdaj tegale naredili. Se pravi, naša naloga bo, da rešimo f od x je 2 - kosinus x. Tole bomo kar zbrisali, da nam ne bo na pot. Vse smo si zapomnili, ne? F od x je 2 - kosinus x. Ok, kako zdaj rišemo kosinus x? Kosinus x rišemo tako, da najprej določimo 3 znane stvari. In sicer ničle, maksimume pa minimume. Prvič ničle. Ničle so tam, kjer je kosinus x enako nič. Kje bi zdaj to risali, a ne? Kaka bo vrednost funkcije, če za kosinus x vstavimo tu not nič? Ja, dvojko imamo od prej, pa dodamo namesto kosinusa x nič in to bomo risali na nič. Za katere x-e pa je kosinus nič? Ja, za pi polovic, no vsake pi ima, a ne? Plus k krat pi, kjer je k element celih števil. Preden se vprašate, a je vedno potrebno pisati, kaj je element celih števil? Ja, je. In se bom odločila, da ste s tem zadovoljni. Ok, drugič, kaj potrebujemo za risanje grafa še? So maksimumi. Spet največja vrednost, ki jo kosinus x lahko doseže, je 1. Zdaj pa, kje bi pa to risali? Ja, ker je tale dvojka, 2-krat, namesto kosinus x damo 1, risali bomo to na črti 2. Za katere x-e pa ima kosinus maksimum? Ja, največ je tam, kjer je sod do število pijev. Se pravi 2k pi, kjer je k element celih števil. Dobro, zdaj pa potrebujemo še minimum. Kje pa ima minimum? Tam, kjer je kosinus x enako minus 1. Kje bi pa to risali? Ja, to rišemo pa 2-krat, zato ker je tu dvojka, namesto kosinus x vstavimo minus 1 in je skupaj minus 2. Za katere x-e pa ima kosinus minimum? Ima pa za lihe pije. To pomeni pi, da dobimo 1, ne? Potem pa 2k pi, da pridemo do naslednjega. K je element celih števil. Ok, in zdaj imamo vse podatke, da lahko narišemo. Naredimo si koordinatni sistem. Ko pridemo nazaj v šolo, pa ne vem, če ne bomo mogli mi imeti pametne table. Zdaj že tako obvladam, da bom lahko skozi sedela in boste lahko pogledali koordinatni sistem. Takih ravnih črt, ne vem, če smo imeli kdaj v šoli. Dobro, ok, poglejmo zdaj tole. Najprej bomo si narisali vse 3 črte, na katere bomo označevali ničle, maksimume pa minimume, ne. Spet, jaz jih naredim s polno črto, zato ker še toliko ne obvladam, da bi imela črtkane črte. Gotovo se kje da, saj ste že navajeni. In zdaj, ničle so v bistvu na x osi. Bom samo kar tako malo zaznačila. Dobro, čisto mi. Potem imamo maksimumi. Maksimumi so na dvojki zdaj. Takole. In minimumi so na minus dvojki. Ok. Dobro, tole ničle bom popravila. Če ne, me bo skozi srce bolelo. Ok. Bom še bolj popravila. Ok. Takole, ne, na tej črti bojo ničle. Zdaj pa, označimo si še koordinatni sistem. Koordinatni sistem smo rekli, bomo označevali na y osi normalno, 1, 2, 3 pa tako naprej. Na x osi pa bomo označili pije na 3 enote. To je približno, ne, 3,14 in
bomo se zadovoljili s takim fizikalnim približkom, ne. To je zdaj pi, 2pi, 3pi in pa nazaj minus pi, minus 2pi, pa tole bi še bilo minus 3pi, ne. Okej, označimo zdaj ničle. Ničle so na vsake polovico med pi. To pomeni zdaj med nič pa med pi na pol je pi polovic, to je naša prva ničla. Pi polovic, odlično, zelo lepo. In zdaj gremo naprej. Pi polovic gremo na pol, med dvema ničlama, to bo 3pi polovice, 5pi polovic pa tako naprej, to bojo ničla, ne. Pa nazaj, minus pi polovic, minus 3pi polovice, pa tule minus 5pi polovic, ne. Okej, to imamo zdaj ničle, ničle smo zmagali. Zdaj pa rabimo en maksimum ali pa en minimum, da začnemo, potem pa hribček, dolinica, ne. Maksimumi naši bojo tu, minimumi pa na tej črti. Maksimumi so na sode pije. Sodi piji bi bili kje? Minus 2pi, na primer tule bi bilo, pa na nič, ne, pa na 2pi. Tale minimum je pa na lihih pijih, se pravi na 1pi, na 3pi, na minus pi pa tako naprej, ne. Važno je, da imamo mi samo za en hribček in to je od minus pi polovic, pa gremo gor, na nič, pa dol, na ničlo. Zdaj pa gremo, ne. Gor imamo hribček, pa prosim, če imate malo manj zveriženo kot tole, potem pa dol, gor, dol, tako, ne. Se pravi, iz hribčka gremo v dolinico, pa pol spet v hribček, pa dolinico. Vedno pazimo, da smo točno na polovici med ničlami. Okej, ni zdaj najbolj šikan tale ratal, ampak je pa, mislim, da veste, ne, kako zdaj to gre. Gor, dol in tako. Zdaj, kar se tiče preverjanja testov, izpitov ali pa česarkoli, a ne, se nič ne bati. Mi bomo to se vse zmenili, kaj bomo ocenjevali. Verjetno boste naredili kar ene vrste seminarsko. Ampak, če znate narisati ta osnovni graf, se pravi f od x je sinus x ali pa kaka številka odspredaj, pa f od x je kosinus x ali pa kakšno število odspredaj, potem znate vse, kar je treba znati pri tej snovi. Razen tisto, kar smo delali seveda prej, pri grafih, a ne. Grafe morate znati te gotovo. Mi bomo pa zdajle naprej še pogledali 2 ali pa 3 grafe, ki so en malo bolj kompleksni. Te bi gotovo mogoče v šoli, pa niti ne vem, če bi jih v šoli toliko, pogledati si jih moramo, a ne. Drugače pa je to, kar smo do zdajle vzeli za graf, dovolj snovi.